Pozdravljeni, moje ime je Mojmir in vi ste v kuhinji za najboljše. Danes se bo naša kuhinja spremenila v kemijski laboratorij in z nami je vrhunski kemik. Ne, se hecam. Z nami je mlad kuhar, bodoči dijak gostinske šole, ki z menoj deli navdušenje nad molekularno kuhinjo. In sicer Tin Hadžić-Žorž. Tin, pozdravljen. Živijo, povej nama, kaj bova danes pripravljala. Ja, danes bova pripravljala tart tatin in sicer jo bom pripravila na svoj način in to molekularno. Komponente na krožniku pa bodo jabolčni krhelj, kuhan v belem vinu, karamelni žele, limon in kaviar, jabolčni balončki in pa vaniljev zrak. Super, sliši se zanimivo, netradicionalno. Predlagam, da kar začneva. Jaz ti bom narezal jabolko, medtem ko ti narediš osnovno za vino. Velja. Tin, povej mi, od kdaj že veš, da bi rad postal kuhar? Ja, od 9. leta nekako se zanimam za kuhinjo. Pred 9. letom pa sem opazoval svojo babico, kako je kuhala in to me je tudi zelo navdušilo. Torej, že ko si bil star 9 let, si že kuhal? Ja, pri 9 letih sem imel svojo prvo večerjo za sestre svetega Martina, to je eno vinsko združenje. Torej, kaj je pa bila tvoja prva jed, ki si jo skuhal? Moja prva jed so bili sirovi štruklji in to po receptu moje prababice. Zanimivo. Zelo zahtevna jed za prvo jed. No ja, no. Slišal sem tudi, da prirejaš Tinova kulinarična doživetja. Povej malo, kako to izgleda, kako potekajo. No, do zdaj smo jih imeli v Gorici in to so tematske večerje, na katerih pripravim 4 jedi. Recimo, do zdaj smo imeli tematike viktorijanska, valentinova in tako naprej. Na teh večerjah pa zbiram denar, zato da bi lahko šel v Francijo na Le Cordon Bleu na šolo. Odlično. Ti je bila katera od teh večerij še posebej všeč? Mogoče si kje že uporabljal to molekularno kuhinjo, ki jo imava danes? Ja, prav ta prva večerja. Pripravil sem slovenske jedi na molekularen način. Zanimivo. Zbral sem 9 meni najljubših slovenskih jedi in jih preobrazil na molekularen način. Kot na primer? Recimo sirovi štruklji. Sem spekel listnato testo in naredil sladoled iz skutnega nadeva. Ali pa recimo dödeli. Sem naredil krompirjev karpačo in pa balončke iz kisle smetane in čebule. Zanimivo. Torej, ne delaš samo tebi blizu jedi primorskih, delaš vse jedi, vse všeč. Francoska kuhinja ti je po mojem najbolj všeč. Ja, francoska kuhinja mi je zelo všeč. Res, da uporabljajo dosti masla in mlečnih izdelkov, ampak to je tudi meni všeč. Se strinjam. Torej, Tin, pri teh svojih kulinaričnih doživetjih je samo meni tematski ali je celotno doživetje tematsko? Kako to izgleda? V bistvu moja mama napravi prostor, tudi tematsko, okrasi. In pa tudi se oblečeva v tak slog, recimo, če je iz bivših let, se oblečeva v tak slog, ker so se takrat oblačili, recimo iz 70. let. Tako, zdaj sva naredila karamelo, v katero bova dodala vino, v katerem se skuhale začimbe. To se skupaj se bo zmešalo v omako. V to omako, ko se ohladi, bova postavila naša jabolka, jih dala v vakuum in skuhala. Za jabolka v vakuumu potrebujemo 180 g sladkorja, 150 g belega vina, 200 g vode, en zvezdnati janež, pol cimetove palčke, en klinček in eno jabolko. Recept najdete na avi.si. Tako, zdaj dajemo jabolka v vakuum. Tin pa povej, preden skuhaš za ta kulinarična doživetja svoje menije, kaj izprobaš recepte? Ne, recepte delam prvič. Nekako se mi zdi, da prvič najboljše rata. Zanimivo.
Pa ti vedno rata? in večinoma zmeraj rata. Super. Tako. Zdaj bomo to vrečko malenkost prepognili, dali v večjo vrečko. Tako. In zavakuumirali. Tako, jabolka smo zvakuumirali. Se bodo fajn prepojila z okusom, zaradi tega vakuuma, ki jih stisne, se bodo prežela z našo omako iz vina. Sedaj jih bomo postavili v našo pečico, ki ima tudi opcijo sous vide tehnike oziroma kuhanja v vakuumu, kjer lahko določimo natančno stopinje. Pečica se bo segrela do tiste stopinje in ne bo šla preko. S tem zagotovimo, da bodo jabolka perfektno kuhana, še vedno hrustljava, v vakuumu se bodo napojila in ohranila svojo teksturo. Postavila sva jabolka v pečico v vakuumu, kjer se bodo kuhala nadaljnje 2 uri pa pol. Z Tinom bova pa nadaljevala s pripravo najine molekularne sladice. Tako, s Tinom bova nadaljevala najino molekularno ustvarjanje. Tim bo naredil karamelni žele, medtem ko bom jaz naredil vaniljev zrak. Tim, povej mi, zakaj ti je tako všeč molekularna gastronomija? Kaj je tako posebnega na njej? Všeč mi je, da je zraven kuhanja tudi kemija in najbolj mi je pa všeč tudi to, da v bistvu s temi praški spreminjamo obliko živil. Torej, molekularna gastronomija se je začela že pred dobrim desetletjem ali 2 z španskim kemikom oziroma kuharjem prvotno, ki je začel ustvarjati, začel je spremeniti teksture, oblike živil in tako se je specializiral v molekularno gastronomijo. V Slovenijo je prišlo približno 10 do 15 let nazaj in sicer stvar tega je, da vse te praške, ki jih je Tin omenil, pridobivajo iz naravnih sestavin, kot na primer za najin karamelni žele bova uporabila želatino agar-agar, ki prihaja iz alg. Za zrak bo pa uporabila lecitin oziroma sojin lecitin, ki prihaja iz soje, je naravni izvleček, obdelana soja, tako da se ni zabati, da bi to slabo vplivalo na naš želodec, da bi bilo umetno, ni nič plastike notri. Je pa uporaba zelo preprosta. Tin bo naredil karamelo, bo zalil z smetano, dodal agar-agar, nato bova to ohladila in ratal bo žele. Spremenilo bo strukturo tako, da agar-agar bo kot želirno sredstvo bo strdilo celotno karamelo, smetano, ampak še vedno pa ne bo kot želatina, bo zelo krhko, sočno, medtem ko lecitin, ki ga bom pa dodal vodi, v kateri bom skuhal vaniljo, bo pa iz te vaniljeve vode spremenil v peno, kot podobno milnici na prvi pogled, ampak bo pa ohranil čisti okus vanilje. Za karamelni prah potrebujemo 175 g glukoze, 190 g sladkorja, 250 g sladke smetane, 50 g masla in 100 g tapioke maltodekstrina. Za vaniljev zrak potrebujemo 500 g vaniljeve vode, 2,5 g soj lecitina in 15 g sladkorja. Recept najdete na ave.si. Tin, povej mi, si se za kakšne jedi posebej specializiral, predjedi, glavne jedi. Slišiš sem oziroma tvoja mama je rekla, da tvoje sladice sezujejo, to res? Ja, v bistvu pri sladicah se mi zdi, da imaš nekako največ kreativnosti dovoljene in tudi se mi zdijo najboljše, pač rad imam sladko in tudi to rad kuham. Všeč so mi pa vse jedi, ni mi recimo, da bi pripravljal samo sladice ali pa samo slane jedi. Torej, vse splošno od A do Ž?
Ja. Super. Tako, moja voda je kuhana. Sedaj ti boš dodal še. Agar, da naredimo žele. Super. Pa mi povej, katere sladice še poleg te, ki jo danes delava, rad ustvarjaš? Nekako se držim tega, da nikoli ne naredim neke reči dvakrat, ker je zmeraj nekako je bolj zanimivo, če pripraviš zmeraj nekaj novega. In se mi zdi, da še nobene do zdaj nisem naredil dvakrat. Potem si jih sigurno naredil že veliko, ne? Ja. Zdaj, midva sva dodala ta agar, se mora prevreti. Ja, se mora preveriti pač, da začne delovati kot želirno sredstvo. Jaz bom precedil vaniljevo vodo. Zdaj moramo to vodo ohladiti in pred serviranjem bomo v njo zmešali lecitin in naredili zrak. Tako, midva bova ohladila najino vaniljevo vodo, prav tako pa morava ohladiti naš karamelni žele. In ko se bo ta žele strdil, ga bova s paličnim mešalnikom zmiksala, tako da bo ratal tekoči žele. Ja, po angleško fluid gel. Tako. Tako, s Tinom se bova zdaj lotila priprave jabolčnih bombončkov in limoninega kaviarja. Tin, kaj bova rabila? Zdaj bova v dve različni tekočini, v limonin sok in pa v jabolčni sok dala sodium alginat, to je sol. V drugi posodi bova pa naredila kakor eno kopel iz kalcijevega laktata. In kadar bomo dali to tekočino v to kopel, bo prišlo do reakcije, da se bo kreirala kakor ena membrana okoli tega balončka in kadar jo bomo dali v usta, bo okolje v bistvu kakor nekako trdo, noter je pa tekoče in pride do eksplozije. In ravno to je poanta te molekularne gastronomije. Iz navadnih sestavin, iz navadnih živil ustvarjamo nekaj nepredstavljivega, brez ne vem kakšnih dodatkov. Zdaj bomo ustvarili, da bo bombon, ki bo na sredini tekoč, na pogled bo izgledal kot nek balonček, vendar ko bomo dali to v usta, nam bo počel in bo ves ta sok jabolčni šel po celih ustih, razširil se bo okus. Potem, na primer, kakor sem rekel, za vaniljev zrak bomo dodali sojin lecitin in bomo iz vode naredili milnico, ki bo obstoječa, jo bomo postavili na krožnik. Zagledali bo, kakor da smo naredili milo, dali na krožnik, ampak ta milnica bo imela okus vanilje in ravno to hočemo doseči, ta efekt, da ljudje presenetimo z okusom, ki se skriva za različnimi strukturami, tako kot bomo naredili sedaj. Tin, hvali. No, zdaj bomo pa zmiksali jabolčni sok in pa sodijev alginat. Tako, Tin bo zdaj te balončke naredil tako, kot je že prej omenil. V jabolčni sok je dodal eno sol, v vodno kopel drugo sol in ko bo to potapljal v vodno kopel, bo prišlo do reakcije teh dveh soli, ki bosta zunaj balončka ustvarile nek sloj, ki bo v notranjosti zadržal vso tekočino. Te balončke, ki jih potapla, morajo počivati 2 minuti v solni kopeli, nato jih pa damo v čisto vodo. Za jabolčni balonček potrebujemo 250 g jabolčnega pireja, 10 g sladkorja, 5 g kalcium laktata, 5 g sodium alginata in 1 liter destilirane vode. Recept najdete na ave.si. Tako, naši balončki so se spojili, kakor vidimo, so res kot neki bomboni. Moramo jih pa dati v
svežo vodo, zato da se fajn spere ta slan okus iz njih in jih pustimo v vodi do serviranja. Zdaj bova nadaljevala z kaviarjem, ki ga bova naredila po istem principu kot balončke, torej kemijska reakcija bo ista, le da bo tokrat Tin z pipeto laboratorijsko kapljico po kapljico brizgal limonin sok v prvo kopel in nato spet v čisto vodo. Seveda pa se mora tudi kaviar 2 minuti odpočiti v solni kopeli. Za limonin kaviar potrebujemo 100 g limoninega soka, 100 g vode, 50 g sladkorja, 1,5 g sodium alginata in kopel, ki je enaka kot pri balončkih. Recept najdete na avi.si. Tako s Tinom imava vse pripravljeno, da lahko sestaviva krožnik. Zraven si prinesel še sladoled. Če nam samo poveš na hitro, kakšen sladoled in kako si ga naredil. S sabo sem prinesel sladoled z okusom listnatega testa, ki je zgornji del pri piti, pri originalni piti. Naredil sem ga pa tako, da sem v mleko in smetano namočil listnato testo čez noč in potem sem naslednji dan mleko in smetano pač sem pustil na štedilniku, da je zavrelo. Potem sem zmešal z rumenjaki, ki sem jih zmiksal z sladkorjem. Vrnil nazaj v ponvo, tam še malo kuhal, da je ratala taka gostejša zmes. Ja. In vse skupaj zmrznil. Pač gledalci lahko zmrznejo z pomočjo Tekočega dušika. ja, tekočega dušika ali pa suhega ledu. Odlično. Jaz sem pa kar z mašino za sladoled. Odlično. Tin, boš začel pripravljati krožnik. Jaz grem po jabolka, ki so ravnokar se skuhala. Tako, naša jabolka so pečena. Vidimo, še vedno so ohranila zeleno barvo. Struktura je ista, sicer so zelo mehka v roki, ampak še vedno so iste oblike, kakor sem jih dal noter. Še vedno bodo hrustala v ustih. Tako. Diši fajn po janežu, po belem vinu, ki smo ga uporabili. Prepojena so s tem okusom. Tin, izvoli. Tako. Med tem časom bom jaz naredil naš vanilin zrak, ki smo ga prej omenjali. Tako naredil, da soj in lecitin smo že dali notri. Sedaj je treba to samo zmiksati. Tin, kakšne imaš pa kakšne plane za prihodnost, načrte? Ja, v prihodnosti hočem iti v Francijo na znano šolo Le Cordon Bleu, kjer bi se učil vse francoske tehnike kuhanja. Potem pa bi ostal v Parizu in tam odprl tudi svojo restavracijo. Zelo veliki cilji že pri teh letih, samo pohvale vredno. Ne dvomim, da ti bo uspelo. Se priporočam, da bom tvoj gost, da bom užival v tvojih kreacijah, v neki takšni, kot so jo zdaj naredila. Tako, kot vidimo, naš vanilin zrak obstoječ, na prvi pogled kot milnica. Tako, in najin tarta Tin po Tinovo molekularna verzija je končana. Tin, najlepša hvala za to izčrpno kemijsko poročilo. Mislim, da smo veliko izvedeli. Upam, da ti bo uspelo v prihodnje. Rad bi samo vprašal, kdaj bomo lahko še videli kakšne tvoje kulinarična doživetja? Ja, računam, da bomo imeli nove večerje kulinaričnih doživetij že v Ljubljani in to nekje v jeseni. Super, Tin, najlepša hvala. Vam gledalci pa dober tek. Dober tek.